fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Maja Monroe. Tokrat je z mano prav posebna gostja, sicer so vsi posebni, ampak ta je še posebej posebna, zaradi tega, ker je v bistvu moja sestra. Razmišljala sem namreč, zakaj iskati ljudi vse posod naokoli, če jo imam pred nosom že vso življenje, mojo sestro Nino Korošek Serčič, ki jo občudujem, predvsem zaradi njene discipline, ki je jaz nikoli nisem imela. Ona pa je sposobna vaditi tudi po 8 ur v zatohli kleti. Jazz bobne. Nina, zdravo na mojem kavču. Zdravo. Nina, je nič, pač tvoje življenje je kar zanimivo steklo, če zdaj kot starejša sestra pogledam na to zgodbo tvojo, ne? Kaj ti čutiš danes, ko je že kar nekaj let tega predanega dela na tvoji zgodbi za tabo? Kaj čutiš v tem trenutku? Kje si? Ja, ta v bistvu proces ustvarjanja oziroma postati glasbenik je kar res zanimiv, zaradi tega, ker spomnim se na začetku, ko sem začela igrati bobne, je bilo vse samo zabavno, pa vse pač vedno je bilo the best. In potem pa začneš dejansko vaditi in vedno bolj spoznavaš, kak ne znaš, pa kak ne moreš tega odigrati, pa kak je to pomembno, pa kak nisi natančen. In potem se v bistvu ta proces začne razvijati in ta proces pa traja res leta in leta. In jaz mislim, da se še zdaj, po že praktično 8 letih, učim še vedno biti potrpežljiva. Ker iz športa ven sem navajena, da so mi hitro neke stvari uspele in da sem bila uspešna v njih, v glasbi pa je popolnoma drugačen proces. In ti moraš biti res potrpežljiv in vaditi, mogoče včasih samo en majhen segment, tipa, ne vem, uro ali pa 2, da ga lahko res rečeš, da si ga pa sedaj perfekcioniral in da lahko reš naprej. In mislim, da me to ful življenjsko pomaga se učiti biti potrpežljiva na nek način. Potrpežljivost je v bistvu kar pomembna lastnost v današnjem času, kjer je vse na instant in vse na hitro. Ampak dajva se vrniti nazaj v to najino življenjsko zgodbo, recimo, ne. Pač midve sva obe trenirale karate in nogomet, ti si pač to še potem malo bolj sforsirala, da tako rečem, oziroma pač nogomet igrala tudi v Avstriji. V glavnem, ti si res pač se vrgla v to, da boš športnica. In najini starši so, na primer, naju itak podpirali pri vsem, česar smo se lotile, ampak zanimivo pa je, da danes sva pa obe nekako pristale bolj na tej umetniški plati, čeprav v bistvu ni plata, ampak je področje. In bogi najini starši, v bistvu, ne, ki se morajo soočati z temi ekstremi. Kako si ti občutila to podporo ali pa ne podporo, v bistvu, ko si se res začela odločati za bobne? Ker v bistvu, koliko se jaz spomnim, pač nismo nekako jemali resno tega na začetku, ne? Ker kdo pa sploh lahko živi danes od bobnov v Sloveniji? To je bilo definitivno prvo vprašanje, kako boš zdaj ti, glede na to, da sem si jaz takrat že zelo dobro služila s športom. In je bilo prvo vprašanje, čakaj malo, ti boš zdaj začela nekaj odznova delati pri svojih 18, skoraj že 19 letih, kako boš služila, kako boš bla bla bla. In jaz sem bila samo, ne vem, jaz samo vem, da želim to delati in da je to nekaj, kar me osrečuje. In to je bil začetek moje poti in tudi priznavam, jaz nisem vedela, da bo to tak hardcore, kot je, ampak pač vedela sem pa, da želim delati nekaj, kar me veseli, ker vem, da dosti ljudi žal ne dela tega. Ampak, tako kot si rekla, zdaj biti glasbenik je zelo riskantno, ker lahko ti namreč hitro uspe, pa lahko normalno živiš, lahko pa ti dolgo ne uspe in moraš se leta in leta truditi in preživljati z drobtinicami, zato da mogoče v enem momentu uspe. Kje si ti tukaj? Kje ti misliš, da si na tistem, ko ti je hitro uspelo, pa si zdaj že na nekem nivoju, pa že lahko, ali bi rekla, da pač si ti tista z drobtinicami, pa da boš mogla še nekaj časa graditi? Ja, jaz definitivno vidim sebe, da še gradim in mislim, po mojem je to proces celoživljenjski, bi jaz tem rekla, ker vedno znova, ko osvojiš neko novo stvar, se ti pa odpre ena druga stvar, ki jo še popolnoma ne znaš in tako da za mene, jaz sem se že sprijaznila s tem, da je to celoživljenjsko v bistvu
celoživljenjska pot in učenje. No, ker recimo ful je dobro to, ko si se ti res odločila, da boš pač igrala bobne oziroma jazz bobne, so se ti neke stvari kar začele pač odpirati in tudi neke priložnosti in ti si kar naenkrat pristala v Kanadi. Ja, vem, to so, jaz bi rekla, da nekatere stvari se ti res zgodijo z razlogom in meni se je definitivno to, da sem lahko šla v Kanado, zgodilo z ful velikim razlogom. Namreč, predno sem jaz šla v Kanado, sem mislila, da vem, kaj je glasba, pa zakaj jaz delam glasbo, ampak dejansko sem to komaj ugotovila, ko sem šla v tako, recimo, tak je, če ti želiš igrati jazz glasbo, moraš priti čim bližje temu, odkot jazz glasba izvira. In Kanada je že dosti bližje Ameriki, odkot je v bistvu jazz se razvil in prihaja. In na ta način sem jaz v bistvu bila dosti bližje sourceu in dosti bližje temu, da sem začela razumeti, kaj v bistvu to sploh je in kaj pomeni biti jazz glasbenik. In ko sem se jaz vrnila nazaj, je moje življenje se popolnoma spremenilo in od takrat naprej... Kako se je spremenilo? Kje? V tvoji glavi? Najbolj dojemanje in razumevanje glasbe, ja, na nek način, ker vse prej se mi zdi, da je bilo preveč šolsko in naučeno in to moraš takrat igrati, pa to, ampak ko pa ti greš dejansko, predvsem mislim, da je to za vsakega človeka pomembno, da v enem momentu gre nekam dlje za sebe, zaradi tega, ker to je taki proces, ki mislim, da vsakega človeka zgradi in na novo, na nek način. Da se v bistvu umakneš iz okolja, v katerem si in ki te mogoče na nek način zavira, in v bistvu greš nekam, kjer si popolnoma na novo. In dobiš novo inspiracijo, dobiš nove kulture, novi ljudje v tvoje življenje pridejo. Vse to v bistvu te omogoči, da ti zrasteš in da ti začneš dojemati drugače stvari. In to se je meni zgodilo in predvsem na glasbenem. Zaradi tega, ker jaz sem namreč živela pri zelo znani glasbeni družini in jaz sem praktično imela 24 ur na dan konstantno ta influence na sebe. Pač bilo, kaj se je dogajalo, je bilo povezano z glasbo, konstantni koncerti, konstantni jam sessioni, vaja, vse to v glavnem. Ja. In vse to sem jaz uspela, koliko sem pač uspela takrat v sebe absorbirati in prinesti nazaj. In zdaj pa fora je v tem, da to spet traja nekaj časa. To meni ni mogoče takoj kliknilo, ampak sem komaj čez 2 leti začela razumeti, zato je on meni to rekel. Zdaj razumem. Včasih neke stvari pridajo kot bumerang, v bistvu, ne. Tako. Takrat ne veš točno, zakaj so se zgodile, ali pa se celo slabo počutiš ob njih, ampak ta rast se vseeno zgodi in v bistvu, ko v nekem trenutku dojameš tudi pomen te poti, Tako. ki jo narediš, ne. Tako, ja. Zdaj pa ti si meni tudi že večkrat razlagala o teh orgazmičnih občutkih na odru. Ne, pač razlagala si o ekstazi, ki jo lahko glasbenik Tako. doživi v bistvu na odru in mi je bilo pač zelo zanimivo, zaradi tega, ker to je na nek način, se zgodi spontano dostikrat in poglobito in v bistvu je to tudi tisti catch, ki te potem vleče, da Tako. hočeš to vedno znova in znova in znova doživeti. Ja, to so res taki posebni občutki, ki jaz prej za njih nisem vedela, da obstajajo. In se tudi ne zgodi vedno, ampak je pa res, da pač mi vsi strmimo k tem, da bi se to dogajalo čim večkrat. In fora je v bistvu v tem, da koliko sem zdaj ugotovila, da je ful pomembno, da imaš prave ljudi okoli sebe in da delaš glasbo, ki jo res začutiš in ki res izhaja iz tebe ven. Zato recimo tudi ta svoj projekt, ki imam, delam izključno na podlagi tega, da dajem vse stvari, ki se meni v življenju dogajajo, ven. In da sem v bistvu lahko tam, da lahko v bistvu ljudem probam predstaviti. In marsikdo se tudi lahko poistoveti s tem. In to je pač kompletni point. Ampak spet pravim, ful pomembno, da to delaš z ljudmi, ki jih začutiš in ki tudi lahko začutijo to. Ker In na silo tako je nič isto ne gre. življenje. Vedno se moramo obkrožiti z ljudmi, ki
čutijo, ki so podobni nam, ki nas razumejo, ki mi njih razumemo, zaradi tega, ker potem se lahko vse te ekstaze v bistvu dogajajo. In v bistvu iz teh ekstaz nastajajo tudi najboljše stvari. Tako. Ampak kaj pa, na primer, konflikt z denarjem? Ne, nazadnje vseeno živimo v družbi, kjer je treba zaslužiti denar. In te poti, ki jih recimo izbiramo umetniki ali pa te neobičajne poti, kako se ti soočaš v bistvu s tem konfliktom? Jaz mislim, da kot umetnik se naučiš tudi biti ful kreativen. In potem na podlagi tega si potem tudi kreativen, na kak način boš si zaslužil denar. Ali pa preživel čez mesec s tem, Tako, kar imaš. tako. In zdaj tako je, včasih je super mesec, včasih je malo težji mesec, ampak... Pa si se res navadila na to? Ja. Navadila sem se zaradi tega, ker vem, kaj mi je pomembno v življenju. In mi v tem primeru materializem oziroma denar ni pomemben. Pomembni so mi pravi ljudje in to imam ob sebi. In k temu strmim in to je vse, kar v bistvu rabim. Tvoj novi projekt je Free Kind v bistvu. Free Kind delata skupaj z Saro. In malo mi pove o tem, ker že sam naslov je v bistvu ful zanimiv. Jaz vaju itak poznam osebno in vem, da res vlagata vso srce in dušo v to. Zakaj je Free Kind nekaj posebnega v tem svetu? Ja, Free Kind je torej, tako kot si rekla, že ime, ne. Torej, najina filozofija je na nek način biti svoboden, be free, in biti pač prijazen do ljudi, be kind, ne, torej free kind. In vse, kar v bistvu delamo, je točno to, kar sem prej rekla. Jemljemo inspiracijo iz najinega življenja, iz vseh težkih stvari, ki se nama dogajajo, in verjamem, da vsem, tako pač ljudem okoli nam, vsi smo namreč kdaj v težkih trenutkih in v teh težkih trenutkih je pomembno, da imamo človeka, ki nam lahko pove, vse bo kul, glej, ne vem, lahko ti pomagam na tak način, ali pa boj zdaj močen, lahko prideš preko tega. V glavnem, vse te stvari v bistvu probamo Zapakirati in pretvoriti v tako glas. zaradi tega, ker res je to pomembno in res ljudje to rabijo. In v vsej, tako kot smo že prej se pogovarjali v tem času, ki je ful res prestresen in ful je preveč vsega se nam dogaja v življenju, rabimo imeti glasbo, ker glasba dejansko pomaga ljudem. In nas v bistvu osvobaja, ne? Tako. Ker se, kot si rekla, rabimo prijaznost, ne? Kind, zato da smo lahko free. In ne rabimo tudi fajn. Tako da upam, da ste se imeli fajn pri tokratnem podcastu. In kaj naj rečem, mislim, da smo midve zdaj zelo inspirirane za en kakav. Upam, da ste vi tudi inspirirani za naprej za iti v dan. Bodite fajn in se slišimo naslednjič. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.